Dobrodošli v Pilonovem kotičku, je že 4. epizoda našega podcasta. Danes po vrsti Julija iz osnovne šole Milojke Štrukelj je pripravila posnetek o glasbeni skupini Powerwolf. Nikol je pripravila prispevek na temo položaj žensk v Indiji. Nika, Zala in Tajera o racizmu in Rok in Felix o cepljenju. Pozdravljeni, jaz sem Julija in danes bom govorila o heavy metalu na splošno. V bistvu bom govorila o še kar znani skupini Powerwolf in najprej bom predstavila skupino za tiste, ki pač skupine še ne poznajo. Bom malo povedala, kakšna so njihova besedila in potem pa še malo bolj na splošno, kaj v bistvu kristjani mislijo o heavy metalu in pač na splošno jim je všeč, jim ni všeč, mislijo, da je satanistična, da ni. Sem malo poiskala po spletu in sem našla par stvari. Torej, skupina Powerwolf je nastala leta 2003. So nemška power metal skupina, ki so pač tudi tradicionalno heavy metal skupina. Imajo 7 albumov, so naredili do sedaj in na metalsko sceno so pa prišli leta 2005. Skupina je sestavljena iz 5 članov in njihov način, kako bi rekla, oblačenja in kako v bistvu jih publika vidi, je tak bolj kot neki vokodlaki oziroma nosijo tudi ličila, ker je del v bistvu njihovega imidža in vse. In in njihove pesmi so večinoma v angleškem jeziku, so pa tudi v nemščini seveda, ker prihajajo iz Nemčije, in tudi nekatera so pa tudi v latinščini, kar je zelo zanimivo. Teme njihovih pesmi so pa satanizem včasih, včasih tudi take krščanske teme, no, kar je v bistvu zelo zanimivo, ker se lahko komu tudi, kdo se lahko tudi vpraša, so to posvetne pesmi ali ne. Po mojem mnenju je tako od osebe do osebe, ker so tudi pesmi, na primer kot Christ and Combat, in je v bistvu govori o Jezusu, ampak tudi o bitki in tudi o nekem kaosu, kar je pa v krščanski veri ni ravno zaželjeno, no, in potem pač se mi zdi, da tudi, ker je tudi kakšna pesem o demonih, o satanu in je potem za kakšne kristjane in kakšne vernike res, no, ni ravno zaželjeno poslušati metala pri njih. In sem našla nek članek na internetu. V bistvu tukaj en pater govori o tem, kako on v bistvu rad posluša metal in malo tudi razloži, zakaj tudi kristjani ne bi radi poslušali metala. Tukaj piše, da
da je veliko heavy metal bendov, ki pač ne, kot nekako rečeno, promovira Satana. So tudi krščanski heavy metal bendi in so pa tudi taki, ki so res satanistični in to, in tudi metal je nastal iz tega, da v bistvu je bilo o smrti, so bila besedila o Satanu, o res takih stvareh, ki pač za cerkev niso bile lih fajn. Ja, tukaj tudi piše, da v bistvu, da kristjani mogoče ne marajo poslušati metala, zaradi tega, ker so ga mogoče v mladosti in takrat še niso bili verni mogoče in potem se nočejo spominjati tistega časa. Ja. Potem sem najdla pa še en članek, bolj debato, da zakaj je metal, zakaj naj bi bil metal proti religiji in zakaj se ne more pač vere in metala povezovati med seboj. In je bilo res, da ja, sprva so bendi uporabljali ja, kakor sem že prej rekla, smrt, Satana in zelo grozljive reči. Sem pa tudi slišala od enega benda in sem slišala tudi od ene zvrsti, ki se imenuje black metal, se mi zdi, da, ali death metal. In tam pa res je res ful smrtjo povezano in to, in tudi nekateri tudi rečejo, ja, da so satanisti in ja, in tisto razumem, zakaj ne bi kdo hotel poslušati. Odvisno od človeka, no, in kakšne so v bistvu njegove vrednote. Nekateri pač radi poslušajo metal, ker jim je všeč glasba, drugi zaradi besedil, tretji zaradi občutka, ki ga dobijo, kadar ga poslušajo. Ja, je res zelo različni razlogi, zakaj ljudje poslušajo metal. Se mi pa ne zdi ravno primerno, če lahko tako rečem, da se, ne vem, samo zaradi tega, ker ena oseba posluša metal ali da reče, da je metalc, se takoj misli, aha, da je satanist ali pa da je slaba oseba, ker to zelo verjetno ni res. In jaz zelo ne maram, kadar ljudje samo obsojajo ljudi, brez da jih poznajo. Ker se mi ne zdi lih fajn, ker ne poznaš te osebe dovolj dobro, da bi lahko potem obsojil, aha, so taki in taki, moraš najprej spoznati osebo. Se bomo srečali v naslednji epizodi. Uvodna glasba nas je popeljala do Indije. Naj vam predstavim življenje žensk v Indiji. Najprej naj se ustavim v zvezni državi Megalaja. In sicer Megalaja je indijska zvezna država, ki leži na severovzhodu Indije. Na jugu meji na Bangladeš, na severu pa na Azam, del katerega je bila do leta 1972. Je gorska in najbolj deževna država Indije. Nekoč je bila angleška kolonija. Njeno ime v jeziku sanskrt pomeni bivališče oblakov. Glavno mesto pa je Shillong. Angleži so mu rekli Scotland of the East, Škotska na vzhodu. In sicer ljudstvo Kasijev, ki je v tej zvezni državi Megalaja, ima izrazito matrilinearno ureditev, kar pomeni, da v ospredje družbe postavlja ženske.
Potomstvo se določa izključno po materni strani in Kasici prevzemajo priimek po mami. A to še ne pomeni, da je ženska glava družine, to je še vedno moški. Najmlajši otrok ženska nadaljuje družinsko vez. Morala bo skrbeti za očeta in mamo, ko bosta zbolela. Mama je skrbnica, saj skrbi za gospodinjstvo in vzgaja otroke. Ta običaj se prenaša iz roda v rod, živijo enako kot njihovi predniki. Roko nad denarjem ima žena, to pomeni, da skrbi za družinski proračun. Pri obredih pa sodelujejo le moški, ko pa gre za neko družinsko zadevo, lahko tudi ženske. Moški so odgovorni za politiko in upravljanje. Ženska, ta kasijska kultura omogoča predvsem to svobodno pot, kar pomeni, da so lahko tudi na primer policijske inšpektorice, torej ni nobenih razlik med moškim in žensko. Tu se lahko ženske torej dokažejo, da so enakovredne moškim. Po drugi strani pa vemo, da Indija velja za eno izmed najnevarnejših držav za ženske, in nasilje v družini je tam pogost pojav. Toda vsaj v tem Megalaju se ženske lahko postavijo po robu in se ločijo. Za številne Indike drugod po državi je to nekaj nepredstavljivega. Vprašamo se lahko, kaj se zgodi s kasikami, ki niso izobražene in ki nimajo premoženja. Kasijci pogosteje živijo v izvenzakonski zvezi kot zakonski. Moški preprosto odidejo in zapustijo otroke, ker ti že pripadajo materi, saj nosijo njen priimek. Čeprav zakon določa, da plačujejo neko preživnino, veliko žensk tega sploh ne zahteva. In samohranilke, da preživijo, morajo zato prodajati svoje telo in njihove zgodbe so tragične. Moški enostavno zapustijo žensko, ko vidijo, da ni premožna. Nasprotja med tradicionalnimi dolžnostmi in sodobnim načinom življenja privede do veliko razpada zvez. Vera, duhovnost in prepričanje igrajo neko osrednjo vlogo v življenju milijonov ljudi po svetu, in sicer v načinu, kako živijo in pri njihovih ciljih za prihodnost. Torej, prispevali naj bi k izpolnitvi moralnih, etičnih in duhovnih potreb žensk in moških ter k uresničitvi njihovega polnega potenciala v družbi, vendar ali je temu res tako? Jaz sem Nika. Jaz sem Zala In jaz sem Tajra. in danes bomo govorile o rasizmu. Prvo bomo začeli kar z definicijo rasizma, kar je rasizem je oblika diskriminacije, ki jo pogosto razlagajo kot skrajni vidik negativnega nacionalizma. Temelji na predsodkih o rasnih razlikah med ljudmi, izraža pa se v vedenju, diskriminaciji in dejanjih. Se mi zdi, da zdaj je najbolj prišlo do odziva lih zaradi socialnih omrežij in se je toliko bolj razširilo tudi v države, kjer ni razlik med raso, ker ni pač črnskega naroda. Čeprav pa rasizem ni tudi sam do temnopoltih ljudi, na koncu smo lahko vsi žrtve rasizma. Ja, definitivno. Tudi druge rase. Se mi zdi, da najbolj pridejo ravno črnci do izraza, ravno zaradi suženjstva. Ja.
Ja, Ja, ampak ni zelo pogosto izražen rasizem. ja, ampak se definitivno dogaja tudi do drugih narodov, naprimer do rjavih ljudi. No, se mi zdi, da je tisto, kar se je zgodilo 11. septembra, da je zaradi tistega, je bilo ful pol rasizma do Arabcev, do Indijcev, ker ne bi bili oni krivi, oziroma ne bi bil kriv Ja. musliman za to dejanje. Ja, Mislim, da pač vsaj ena rasa je enkrat doživela rasizem. No? Ja, definitivno. Ja, tudi do azijskega prebivalstva je veliko rasizma, še posebej zdaj, ko je bila korona, je doživelo azijsko prebivalstvo veliko rasizma. Ja. In tudi sam bivši predsednik Amerike, Donald Trump, je rasistično izjavo povedal proti Azijcem. Ja. Tako da je vplivalo v bistvu na veliko ljudi, no, ki ga imajo, ki ga podpirajo. No. Ta tipo. Thank God, da je šel, res. Same. Pač, oh my God. I mean, Zdaj bo mogel še ta novit, ker tudi ta ni v redu. Ja, Ampak pa tudi ni glej- v redu. ja, ampak vseeno boljši kot Trump, sigurno. To definitivno. Ja, se strinjam, definitivno. Velikokrat je ta izvir, oziroma govorijo tisti, ki so rasisti, pravijo, da so, se pravi, druge rase, se pravi črnci, Azijci, da niso toliko razviti, kakor naprimer belci. V bistvu pa ravno s tem pokažejo, koliko v bistvu oni niso razviti. Ja, ne de. Oh my Da God. v bistvu tvoja barva kože in kakšne so tvoje oči nima nobene povezave s tvojo inteligenco. Ja. Ja, pravili, ja, da je temnopolto ljudstvo kao manj inteligentno, pa to. Gledala sem video na YouTubu, ker v bistvu so pač plastične dojenčke so dali pred temnopolte otroke. En plastičen dojenček je bil bele polti, drugi je bil temne. In so jih pol sprašvali vprašanja, kjer je lepši, oziroma pol je bilo vprašanje tudi, zakaj je lepši, pol kjer je kao prijazen in kjer je zloben. In se je tako res ful lepo pokazal. Pač res je lepo prikazan, kako družba vpliva na ljudi. Sej tako zadnjič, ko smo govorili o stereotipih, smo povedali, da večina stereotipov pride že pač v majhnih letih, ponavadi od staršev in socialnih omrežij in pa tega. In Ponavadi nekako družba vpliva na razvoj oziroma mišljenje, pogled na svet. No. ja, pa zato je zelo pomembno, kaj prikazuje socialne omrežje in kaj starši učijo otroke. Ja. Mislim, da bi morali pač vsi starši imeti pogovor z otroki, ni važno katere rase, bi mogli imeti pogovor s svojimi otroki o rasizmu in kaj sploh je rasizem. Ja. Da se da pozornost na to in da se bolj izobražuje druge ljudi, tudi svojo družino. Naprimer, ko je bil ta movement Black Lives Matter, se je povsod objavljajo na vsa socialna mrežja, na novicah je bilo. In v bistvu sama sem seveda pač Black Lives Matter, pač definitivno. V bistvu pa je prišlo do razgovora v moji družini in sem ugotovila, koliko sploh, se pravi, zraven mene ljudi se ne zavedajo, koliko to vpliva na vse nas. In so, naprimer, moji bližnji sorodniki so rekli, saj jim je prav, ne? Se pravi, ne moreš verjeti, da je še vedno v 21. stoletju prisotno takšno razmišljanje in to zraven tebe, ne? Ja, grozno. Zato se mi zdi, da je pomembno, da izobražujemo tudi druge ljudi okoli sebe, se pravi svojo družino, ker realno ne vejo, ker se ne govorijo z njim in potem, naprimer Donald Trump, ki je vpliven človek, potem slišijo njegovo plat, kaj on govori, in ker niso sami izobraženi na tem področju, se jim zdi, da je to resnica. Tako da se mi zdi, da ima vsak od nas, vsak posameznik, da ima dolžnost, da pomaga pri tem gibanju, da se čim prej to nekako reši, no, če
porabila Ja. več časa. In si izobrazila svojo družino? Ja, definitivno, tudi skregali smo se. Ja. In so pole na Kaj še koncu nekaj? sprejeli. Se mi zdi, da sem kar spremenila na mišljenje, oziroma da sem jim bolj odprla obzorje, kar se tiče tega. No, odlično. Mislim, ampak lahko na mnenje od drugih lahko vplivaš sam do ene točke. Na koncu sami moramo tudi malo tako biti odprtomiselni. Ja, to definitivno. Definitivno, ja. Kaj sem še, kako se reče institutional racism, če veste? Nimam pojma. Tudi jaz ne vem, ne. Ta institutional racism je v bistvu, kot da smo da je zgrajena na rasizmu in na nacionalizmu in je v bistvu vključeno v, ne vem, te sodne izvršbe, potem v izobrazbo, v zdravstvenih teh ustanovah. V bistvu, da je zgrajeno in v bistvu smo vsi del tega ali pa systematic racism. V bistvu smo vsi del tega. V bistvu je cela naša družba, tudi če se mi ne zavedamo, je zgrajena na podlagi tega v bistvu. Mogoče v bistvu bolj Amerika, bolj kot mi, ampak se še vedno vidi vpliv, ker Amerika ima veliko vpliv tudi na Evropo, tako da. Ja, Ja, tudi v Sloveniji je dosti prisotno, to se mi zdi, no. Oziroma, pri nas mogoče ne na tak način, kakor v Ameriki, ampak še zmer pa pač se dosti čuti. Ker recimo Ja. pač, ja. Naprimer do teh priseljencev. ja, Mislim, da Slovenci kakor narod ne kulture, samo se ne toliko rasizem pri nas, ker je malo drugih ras, če se lahko tako izrazim. Smo večinoma belci. ja, to ja. Ja. Zadnjič sem videla na TikToku, da suženjstvo je še zmer prisotno v svetu, ampak pač ne poročajo o tem. Ja, itak. Ja, Jaz sem tako grozno. Te tudi koncentracijska taborišča še zmer obstajajo. V Kitajski vem, da je za muslimane. Je v bistvu ful podobno, kot tisto z Judi, kaj je bilo, ko se že kliče. Ja, to sem slišala, da je, ja, oh my god. In Ja. pol se sprašujemo, zakaj nas je COVID napadel, iskreno, res ne bom. Ampak veš, pač kaj je meni najbolj žalostno, ne? Ko govorimo o teh stvareh, ki so se dogajale, naprimer, ko je Hitler pobival te Jude in so bili koncentracijski ti kampi. In ko govorimo pri zgodovini, o tem smo vsi zgroženi in kako takrat noben ni nič naredil. Ampak zdaj trenutno mi živimo v istem času. Obstajajo ta taborišča, ker se pobivajo manjšine, obstajajo še vedno, suženjstvo je še vedno prisotno, se pravi, zdaj trenutno, dokler se mi pogovarjamo, se vse to dogaja in mi nič ne naredimo. Sam pol pridemo pa do vprašanja, kaj bi dejansko lahko naredil v tem momentu jaz. To sem jaz razmišljala, ker mi tri tudi zdaj govorimo, kako je grozno, ampak kaj bi lahko dejansko naredili glede tega? Ja, tudi če bomo, a veš, kao podpirale to, oziroma ne podpirah. V takem smislu pač, da bomo bili tako, ja, mi smo proti temu pač ukinite to. Ampak kdo nas bo pravzaprav poslušal? Mislim, prvi korak je, da sam pri sebi pač sam spoštuješ vse in pač delaš odločitve na podlagi pač moral. Potem drugi korak je, da pač še s svojimi odločitvami vplivaš na druge, pač na dober način. In tretji korak je pač, ne vem, moraš nekako dobiti močan neki, da nekako nekaj dolgotrajno spremeniš. Ampak mislim, da so tudi te majhne stvari, pač, ki jih narediš pomembne. Ja, v bistvu edino, kar lahko naredimo, je, da izobražujemo sebe in poskušamo izobraževati druge okoli sebe. In to je trenutno edino, kar lahko mi naredimo. Ne, ampak če bi vsi to delali, pač spoštovali druge in pač širili svoje znanje, potem dejansko teh problemov ne bi bilo. Ja. Ja, dejansko, ja.
Black Ja. Lives Matter je gibanje, ki uradno traja od leta 2013 pa naprej. Je mednarodno, ampak najbolj se izraža v Ameriki. Potem v bistvu njihov cilj je, v bistvu, da se čim več ljudi zaveda, rasizem obstaja, ker veliko ljudi rasizem zanika. Tako da njihov cilj je nekako, da pride do tega, da čim več ljudi prepozna problem in ga tako tudi skupaj rešimo, tako da tudi proteste se izvaja. Najbolj so bili znani protesti leta 2020, prejšnje leto. Se mi zdi, da so takrat tudi naredili največji impact. Ja, pač Temu so služila najbolj- socialna mrežja, no. ja. Najbolj sem jaz osebno sem bila najbolj nekako vključena v Black Lives Matter prejšnje leto. Glavnem, začelo se je, ker je veliko policajev brez nekega tehtnega razloga kar ubilo otroke, najstnike, moške, ženske, ki so bili specifično črnske rase. Ja, pač nasplošno policijsko nasilje je povečano do temnopoltega prebivalstva. Tako da to je, jim je bilo zadosti, no ne samo črncem, tudi belcem je bilo zadosti tega zločina, ker ti policaji so v bistvu ubili ljudi in niso bili kaznovani za to. Najbolj znano ime je George Floyd, se mi zdi, da vsi prepoznamo. Mislim, da vsi vemo, no, kaj se je zgodilo. V bistvu ga je policaj ubil zaradi tega, ker je mislil, da je imel ponarejen podpis. Je grozno, da misliš, da imaš pravico, da vzameš življenje nekomu samo zaradi takih stvari in v bistvu potem tudi misliš, da si to zasluži samo zaradi barve njegove kože. Tako da ja, potem so se razvili protesti in mislim, da vsi vemo v tem, kaj je bilo naprej. Pozitivna stvar je, da nam je vsem skupaj uspelo, da so bili ti policisti vsi tako da trenutno so vsi v zaporu. Ja, hvala Bogu. Ja, thanks God. Ja, mislim, itak mi ne moremo nikoli čist razumeti, kako je biti temnopolti človek, še posebej v Ameriki. Ampak ja, se lahko potrudimo, da... Ja, ne vem, kaj govorim, I don't know. Sem hotela... Kratko ljudje smo ogabni. Ja, še posebej belci. Ja. Jaz sem še hotela omeniti, da pač vse tri imamo ta privilegij, da smo belske rase. Tako da mislim pa, da tisti, ki ne pripadamo drugim rasam, se pravi, ki smo tisti, ki imamo privilegij, kakor si Zala še omenila, nikoli ne bomo razumeli nikoli ne bomo razumeli teh ljudi, ampak naša naloga, da čim bolj govorimo o tem in uporabimo svoj privilegij za nekaj dobrega. Ja. Dobrodošli v podcastu Roka in Felixa, kjer skupaj z dialektiko in Sokratovo metodo Vem, da nič ne vem, dosegava nova spoznanja in jih deliva z našimi poslušalci. Dobrodošli v novem podcastu. V tokratnem, mislim, da že četrti ali peti podcast. V tem trenutku nisem prepričan, ampak Mislim, jih je bilo že kar nekaj. Mislim, da je celo peti podcast. No, v tem podcastu pa bova z Rokom nekoliko bolj na hitro, današnji podcast bo namreč kar kratek, obdelala to temo cepljenja, ki je kar pereča tema. Torej, ne vem, kaj se tebi, Rok, pričara v glavi oziroma na kaj pomisliš ob besedi cepljenje?
No, če sem prav iskren, kaj se meni poraja ob tej misli, zaradi vpliva medijev in različnih posameznikov v zadnjem času, mi presenetljivo ali pa ne presenetljivo, no, na pamet kane beseda čip. Na pamet mi kane beseda čip, sicer pa seveda varnost, odgovornost bi predvsem rekel in zavedanje te moči, ki jo ima pravzaprav posameznik v družbi. Zaradi tega, ker s cepljenjem, če tudi gre za res neko simbolično majhno dejanje, lahko res pravzaprav pripomoremo skupnosti in naredimo res nekaj dobrega za vse skupaj. Zdaj, omenil si ti to, da ti pride na misel beseda čip, predvsem oziroma da je to pogojeno zaradi medijev, ne? Pa se tebi zdijo nekako smiselno, odgovorno, da mediji nekako vemo, v kakšni krizi smo, ne, in kaj pomeni cepljenje, kakor bo polo nadaljevanje tudi malo bolj razčistila, kar pomeni pravzaprav za to epidemijo. Se ti zdi odgovorno, oziroma smiselno, da mediji nekako vzamejo nek rezerviran pristop do cepljenja, oziroma pravzaprav v nekaterih momentih tudi tak, recimo, pristop proti cepljenju. Se ti zdi to, mislim, drži tukaj vode pravzaprav? Je to smiselno pravzaprav, kaj se tebi zdi? No, tako je. Kadar govorimo o cepljenju, govorimo o temi, ki je relativno kompleksna. O tem mislim, da se lahko oba dva strinjava in da pač je res tako. Cepljenje je kompleksna tema in zahteva kar precej razmisleka, da pač pridemo do želenih zaključkov, s pomočjo katerih se potem, ne vem, kako bi rekel, s pomočjo katerih lahko razvijamo nek odnos do cepljenja, ki je pač zdrav do nas in zdrav do pač družbe v smislu, da pač, kako bi rekel, s tem naredimo res nekaj odgovornega. Tako da reakcija medijev v tej situaciji se mi zdi na nek način naravna. Zaradi tega, ker veliko mediji temeljijo na ljudeh. Se pravi, medije, kdo bere drugi kot pač mi ljudje. In kot vemo, so pač ljudje v veliki večini, kako bi rekel, slabše izobraženi. Mislim, niso vsi izobraženi do te mere, da bi pač lahko koncept cepljenja kot taki razumeli v celoti. In posledica tega je jasno, da tvorba nekih absurdnih, če vprašaš mene, kako bi rekel, teorij zarot. Ja, mislim, da tudi omenila v eden izmed predhodnih podcastov ravno to, ne, teorije zarote kot na podlagi nekega bodi si intelektualne lenobe ali pa zgolj nezadostnega znanja o neki temi. Ne. Ja. Si hočeš že kaj dodati? Pravzaprav ne. Skratka, kar sem želel povedati, je, da mediji izkoriščajo to naše, oziroma ne naše, kako bi rekel, generalno gledano, to intelektualno lenobo, kot se pač izpostavlja. Tudi, ja, mislim, morajo se ozirati, bi rekel tako, k temu, kar prinaša največ denarja, oziroma kar prinaša denar je gledanost. Ne? Absolutno. Recimo, da se potem krmarijo nekako tako, kakor je neko obče mnenje ljudi. Ne? Zdaj, omeni si tudi, da ti prije na misel, ko omenim besedo cepljenje, tudi odgovornost, da je to odgovorna odločitev. Pa bi morda zdaj ob tej priliki, ki to tudi izpostavim, nekako bolj se razgovorila o samem cepljenju in pa smiselnosti, smotrnosti in pa odgovornosti tega dejanja. No, tako bi rekel, pravzaprav zakaj je cepljenje odgovorno? Slučajno smo imeli to srečo, da smo lahko v drugem letniku ali bil tretji letnik, nisem popolnoma prepričan, smo bili deležni enega takega projekta, znotraj katerega smo podrobneje spoznali cepljenje in njegov pomen. In po temu sem jaz spoznal, da je cepljenje kot tako odgovorno zaradi tega, ker pravzaprav z njim onemogočimo ljudem, oziroma posameznikom, ki so alergični na snovi v cepivih, in omogočamo neko varnost, zaradi tega, ker niso vsi ljudje, kako bi rekel zdaj, oziroma vsi ljudje se ne upajo cepiti. In prav zaradi zdravstvenih raznih razlogov. Zaradi popolnoma preprostih fizioloških razlogov se vsi ne morejo žal cepiti. In prav zaradi tega se mi zdi meni, konkretno kot Roku Čebronu, zdravemu posamezniku relativno, odgovorno, da v svojem položaju, kakršnem sem, se pravi nealeričen na cepivo, se cepim,
nisem pač prenašalec se bolezni in na ta način posamezniku, ki se ne upa cepiti, pač olajšam situacijo in mu more biti celo rešim življenje. Zelo zanimivo. To jaz bi pa rekel, da je to odgovorno ravnanje ne samo zaradi teh ljudi, ki so alergični na te razne vsebnosti, ki jih ima cepivo, ampak bi rekel tudi do tistih, ki so a priori proti cepljenju. Ne? Mislim, tudi če se sami ne zavedajo, da naprimer, če se ne bodo cepili, ne bodo tako zavarovalni, ne bodo si ustvarili neke take preventive, ne? Kot pač, če bi se, ne? Ampak se bi pač meni zdi, da tudi če oni to ne verjamejo, no, mislim, da nekako in mi kot neko v neki te čredni zaščiti, ne, kar bomo morda tudi mogli mar pojasniti, potem omogočimo, da pač se enostavno ne okužijo. Ne. Torej bi lahko ti kar razložil, kaj je ta čredna zaščita oziroma čredna imunost. No, čredna imunost je neka stopnja precepljenosti, v kateri se precepi, mislim, da 60% populacije. In s tem, ko se pač 60% populaciji precepi, je pravzaprav možnost za širitev virusa, ker navadno se pač cepimo proti virusom, zdaj ni nujno, navadno pa se potem možnost širjenja tega virusa avtomatsko zmanjša in življenje se potem lahko pri 60% spet vrne v neko normalno stanje. Skratka, vzpostavi se spet ta blaginja, kot je bila prej. Skratka, je nevarno za bolezen, tako rekoč ničta. Ma je dobro, zdaj to je spet statistika, ne? Zato se mislim, da ne smemo li zanašati, ne? V smislu, mislim, vse se bo cepil nek, s katerim se bomo družili. Naprimer, slišal sem tudi oziroma zasledil osebe z vrha, ne namreč, ne, da ni to kar ena oseba tam XY, da se ni noben problem, če se ne vsi v razredu cepijo, oziroma če se eden v razredu ne cepijo, ne kritak bojo vsi ostali cepljeni. Ne? Ampak mislim, ta argument je zelo šibak. Mislim, pade že. Jaz bi to gospa je bila, bi vprašal, kako pa lahko vi zagotovite, da pravzaprav se sam en otrok v razredu ne bo cepil. Ne? Mislim, to je tak absurd, ker pač v tem privede do dejstva, da pač ta argument ne drži vode, da je ta argument izrazito slab in tudi neodgovoren. Mislim, tak način pozivanja je mislim, tudi nekonstruktivno popolnoma. Ne? Mislim, da je nevarno. No? Kakšno je tvoje mnenje o korona cepivu? Oziroma se ti zdi, da glede na to, da so ga proizvedli v enem letu, se ti zdi to nekako čudno, absurdno malo? No, bom mogoče prvo poskušal odgovoriti na zadnji del vprašanja. Zaradi tega, ker tudi zadnji del vprašanja in to, da se je pač cepivo vselej proizvedlo le v enem letu, je vzdihnilo veliko prahu, če se lahko malček zaznamovano izrazim. Ampak tej posamezniki, ki so pač to izpostavili, pa ponovno niso pomislili na ta aspekt pravzaprav te situacije, da je tudi medicina v zadnjih 10 letih, zadnjih 20 letih neizmerno pač napredovala. Tako da razvoja cepiva za ošpice, recimo, ki so bile aktualne, ali pa se ne vem točno, kdaj so bile ošpice, mislim, da je bilo že kar precej časa nazaj, par desetletij. Ali pa polio, ne, na primer v Ameriki. Konkretno. Tako, no, mislim, je kar razlika. Jaz bi pa še dodal to, ne? Izvoli. Da pravzaprav ta epidemija, ne, prizadela cel svet, naprimer, ne? In se je globalno, bi rekel, da je vsa farmacija nekako specializirala oziroma v iskanje tega cepiva. Ne? Se mi zdi, da je tudi ena taka razlika, ker je pač botrovala k temu, da se je cepivo sorazmeroma hitro odkrilo, ne, razvilo. Tako. No, kljub temu pa bi rekel, ker je že pač ta priložnost in vprašanje tako, jaz oziroma samemu se mi odgovorno zdi pač, da v cepivo pa vselej ne torej 100% zaupam. Se pravi, jaz cepivo, kljub temu, da je zunaj, kljub temu, da nam da možnost van, da ne bo slučajno kakšne pomote, jaz nikoli nisem rekel, oziroma nikoli ne bom rekel, da je to cepivo zdravo, da je to človeka na kakršenkoli način mogoče pozitivno. Mislim, morda bi uporabil besedo popolnoma neškodljivo. Ne? Mislim, popolnoma neškodljivo. Popolnoma neškodljivo. Se mi pa zdi konkretno o tem cepivu, oziroma je o tem cepivu moje mnenje tako, da je kljub temu, da bi pač mogoče to cepivo
v kakšnemu posamezniku res povzročilo kakšne hude stranske efekte. Jaz mislim, da je še zmeraj delež smrti, ki bi jih povzročilo cepivo, bil neprimerno manjši delež smrti, ki bi jih zahtevala bolezen oziroma zahteval virus sam. Ja, tako se mi zdi. Zdaj, tukaj je treba pa povedati, da se mi zdi, da ljudje tega ne vejo. Mislim, da dokaj dosti ljudi misli, da kadar se človek cepi, ne zdaj govorim res o tistih ljudeh, ki so pristaši raznih zarot in teh stvari, pa tudi nevedni, ne, da se pravzaprav brizga virus sam, ne. Mislim, je nekako absurdno, ampak to dejansko ljudje mislijo. Mislim, da je treba tu tudi objasniti in bom kar jaz to nekako na hitro, najbolj laično, pa tudi sem laik, razložil. V bistvu je tako, da tebi ubrizgajo, recimo temu narekovajih, ogrodje virusa brez njegove vsebine. Tako je najlažje to pojasniti. In v bistvu potem se tvoj imunski sistem navadi na to obliko, spet zelo laično povedano, virusa, ne, ustvari te obrambne celice, ki potem ta virus, ne, zaznajo, glede na njegovo obliko, se pripopajo na njega in onemogočijo njegovo delovanje. Ne. Tako deluje cepivo, v samem virusu ni tiste škodljive vsebine, ne. Tako da ta sum je, mislim, popolnoma neupravičen. Pa res, da smrti se pojavijo ne zaradi tega, ker bi bil virus tu, kar ti pač vnese v telo, ampak zaradi raznih odzivov. Ne? Vemo, da kdaj so odzivi naša imunska sistema kar burni. No? Ja, veš, kako dosti ljudi se tudi ne zaveda, recimo pred tem, ko se gre cepiti, da je dejansko alergična na neko snov cepivih in je potem alergijska reakcija tista, ki pač pravzaprav človeka pokonča, ampak ponovno tukaj zdaj se ne gre za neko, kako bi rekel, škodljivo plat cepiva, ki bi potem spet škodila, ne vem, vsakemu, ki bi se cepil. Gre res za redke posameznike, ki pač jih doleti žal ta usoda, in še tisti, ki so, gre res za neke alergijske reakcije. In mislim, je pa tako, ne, tako, zdaj to je konkretno moje mnenje, kaj bom zdaj posredoval o temu, in mislim, da bomo potem počasi morali tudi zaključiti. Tako bom rekel, smo v situaciji, kjer je pravzaprav ta luč na koncu tunela že kar en čas, oziroma ki se že kar en čas zamika. Ne? In s tem cepivem pa se mi zdi, da smo končno prišli do točke, ker lahko zavestno rečemo, ja, lahko zaustavimo širjenje koronavirusa. In v tej situaciji bi jaz, Rok Ščebron, stisnil zobe, si rekel tudi sam sebi, glej, Rok, mogoče boš ravno ti tisti, kaj bo cepivo prizadelo. Ampak kljub temu, glej, jaz sprejmem to odgovornost. In zakaj jo sprejmem? Zaradi tega, ker se zavedam, da bo navkljub neki tragični situaciji, ki se pač bo mogoče zgodila ravno meni, nekdo drugi oziroma bo cela skupnost živela boljše. Ampak ne samo širša skupnost, bo mogoče ti živel boljše, bo mogoče moja mama, moj oče, moj bratec, moji stari starši živeli boljše. Skratka, meni se mi zdi ta ideologija v tem trenutku iti proti cepljenju, torej v tem trenutku biti antivakser, izredno egoistična. Zdaj, še enkrat bom poudaril dejstvo, da te možnosti, da se ti kaj zgodi zaradi cepiva, so zelo, zelo majhne, tudi pri tistih najbolj občutljivih, to je starostnikih. Lahko rečem, da sta se danes šla cepiti moj staroče, ki ima 92 let, in moja stara mama, ki jih ima 89 in mislim, nista javila prav nobenih zaenkrat stranskih učinkov. Mislim, tako da upam, da vam to kaj pove. In zdaj kot zaključek bi pa rad sam še zastavil vprašanje, odgovori zdanje, mislim se kar enostavno, torej se boš odšel, ko bo mogoče cepiti. Če bo v situaciji, v kateri bo pač to cepljenje tudi meni na voljo, oziroma če bom v situaciji, v kateri bo to cepivo tudi meni na voljo, moja udeležba na cepljenju res doprinesla k neki drastični spremembi. Ja, absolutno, vsekakor. Če bo pa situacija že toliko boljša, da pač mogoče cepiti se ne bi bilo tako neposredno, pač
kako bi rekel, nujno, pa bi mora biti s tem cepivom vse lepo počakal. Ampak, če bo situacija taka, kot je, torej slaba, krizna, je moja udeležba na tem cepljenju absolutna. No, res bom pa dodal samo en kratek da in s tem bi tudi zaključil današnji podcast, se zahvalil našim poslušalcem in se poslovil. Poslušalcem se zahvaljujem in vas v imenu vseh ustvarjalcev pozdravljam.